Lepo pozdravljeni iz Bruslja. Naslednji teden bo potekalo plenarno zasedanje Evropskega parlamenta v Strasbourgu in teden pred tem vedno pripravljamo stališča političnih skupin. Tudi ta teden v Bruslju je tak. V skupini razpravljamo o temah, ki jih bomo obravnavali naslednji teden in oblikujemo svoja stališča. Sama sem največ pozornosti posvetila delu, ki je nastalo kot posledica naravne in tehnološke jedrske nesreče na Japonskem. Že na svojem mini plenarnem zasedanju smo debatirali o tem. Ta teden pripravljajo politične skupine vsaka svojo resolucijo na to temo. V Evropski ljudski stranki smo dejali, da ne želimo neke ideološke resolucije, da ne želimo razpravljati o tem, jedrska energija da ali ne. Kajti, če smo realni, če želimo resnično izpolniti svoje podnebne cilje, potem vemo, da v trenutni situaciji je jedrska energija neobhodno potrebna. Zato pa se moramo iz nesreče na Japonskem nekaj naučiti. Analizirati moramo vzroke nesreče in preprečiti, da bi se kaj podobnega zgodilo tudi v Evropski uniji. Glavna težišča naše resolucije so na tem, da želimo poenotiti kriterije varnosti v Evropski uniji, da želimo celovit pristop k jedrski varnosti, ki zajema tako zakonodajni paket, kot tudi skrb za finančne in človeške vire. In da poudarjamo, da je ključen pri zagotavljanju jedrske varnosti strokovno močan in neodvisen regulatorni organ. No, novica, ki je najprej prišla iz Evropske unije o tako imenovanih stresnih testih, pravzaprav ne pomeni nekih novih testov za jedrske elektrarne. Jedrske elektrarne take teste namreč že imajo in v te teste morajo vključiti tudi tako imenovane zunanje dogodke, kot so potresi in cunami. Pomembno pa je, da se bomo zdaj potrudili, da bomo definirali sprejemljive, enotne standarde varnosti skozi celotno Evropsko unijo in jih potem tudi seveda zagotavljali. No, v naši resoluciji zahtevamo tudi, da Evropska unija več pozornosti posveti tudi nekim globalnim enotnim jedrskim standardom. Predvsem so nas na to opozorili naši baltski kolegi, ki opozarjajo na situacijo v Belorusiji in v Ukrajini. Postopek je sedaj tak, da Evropska ljudska stranka je svojo resolucijo pripravila, zdaj pa gremo v pogajanja z drugimi političnimi skupinami in bomo poskušali pripraviti neko skupno resolucijo, ki bo sprejemljiva za čim več političnih skupin. O njej bomo glasovali naslednji teden v Strasbourgu in takrat vam bom poročala o tem, kaj je stališče Evropskega parlamenta o tej temi.